Valentin pa govori 100% slovensko in 100% madžarsko. Ko se je otrok rodil, so nam rekli, če želite, da govori oba jezika, morate izključno govoriti samo v svojem jeziku z njim. Zaključil, nehal trenirati, gremo naprej. Odgovor na tvoje vprašanje tak malo dolg je. Andrej, dobrodošel ob skodelici kave. Kako si? Kakšno kavico danes pijeva? Čakaj. Sem lahko iskren? Lahko. Ni slaba. Me zelo veseli. Živijo. Aj, prva danes. Prva danes. Jih bo pa še nekaj par zihar. Kako pa ponavadi izgledajo tvoji kavni trenutki? V bistvu ne paše mi kava vedno zjutraj. Včasih jo pijem iz navade. Žena ima zelo rada kavo zjutraj in pol tudi jaz pijem, ampak včasih mi ne paše. Tako da recimo ni vedno moj štart s kavo. Jo imam pa zelo rad, tako da včasih pijem veliko. Včasih tudi 5 kav na dan. Sem verjetno tudi še 6 daj spil. Ampak recimo 1 do 2 sigurno vsak dan spijem. 5 je pa že kar številka. Ja, je. Ampak tudi nisem bremenjen kdaj. Recimo meni tudi zvečer paše. Včasih si naredim čistako švoh kavo, pa jo spijem in kava mi nikoli ni dala tazega občutka, da bi rekel, moram kavo spiti, ker sem zaspan. Ne vem, ni načutnega efekta. No. Pijem jo zaradi okusa, ker mi je zelo všeč. Pa en tak tvoj moment, ne? Ja, taka bolj navada že postane tale kavica. Kaj pa na snemanju? Kaj kafetkate? Ja, valjda. Ja, kafetkamo brez skrbi. Tudi me dodaja, naročimo kavico, vmes v pauzi, tako da paše. Kaj pa ti? Ja, itak. Sicer popijem recimo 1 do 2 na dan, če bi že 3, mi ne bi bilo okej. Aha. Ampak ja, tudi iz navade. Preživim tudi brez nje. Tudi jaz preživim brez nje. Sem imel tudi eno obdobje, sem rekel, malo preveč kav pijem, pa sem si vzel mesec, ne vem, kakšen teden, 10 dni sem bil brez kave. Brez problema, okay. Ja, brez problema, valjda, se ne rabeš kave, zato da boš preživel, pa da boš buden. Tako da ja, ni, kako se rekel, za okus, pa bolj iz navade, kaj drugega. Mi je pa všeč, ja. Meni je bilo zelo všeč, ko sem te poklicala, pa si rekel, ja, če bo kava, pa ziher pridem. Ja, vidiš. Tada, to je že bil kar lep začetek. Ja. Zdaj pa september, ja. Kako je bilo na dopustu čez poletje? Fajn, imeli smo celo malo počitnic. V bistvu sem imel zelo polno poletje. Tudi poslovno sem potoval veliko, bili smo tudi na morju, tako da pasa bi malo več. Bili smo, ne vem, 10 dni na morju v Kosu, kar je okej, ampak lovi bi še kakšen dan več. No. Tako da se ne pritožujem. Radi gremo v Grčijo vedno, tako da to je naša destinacija. A letos tudi Grčija? Ja, nekako nimam navade, ker pač res veliko potujem. In pol, ko gremo na počitnice, ne želim potovati daleč. Ker pač nimam te želje pa potrebe, da bi šel nekam. Samo odpočiti bi se rad. Tako da Grčija je res taka dobra destinacija in smo šli v bistvu z avtom. Malo pogubno, ampak smo šli, tako da je bilo super. Ne. Smo šli z Madžarske šli, moja žena Madžarka, ne? In smo bili tam en cajt prej. In pol je v bistvu vožnja precej krajša do Grčije, tako da evo. Ja, zdaj, iz Slovenije se zna kar vleči, ne? Po mojem, ja, definitivno, verjetno bi se dal tudi v enem kosu narediti, če si mal fanatičen, ne? Ampak recimo, če vmes prespiš. Brez problema. Brez problema. Kaj pa z kombijem oziroma avtodomom, to vam je bilo kdaj všeč? Lepo, da si to prinesla na to temo gor, ker v bistvu si ful želim. Nimam avtodoma, nisem nikoli šel z avtodomom še, ampak je na mojem, kako se reče, bucket list, ne? Res si želim. Tako da, ampak recimo ne nujno na morje. Nimam želje, da bi šel z avtodomom na morje, pa da se tam parkiramo, pa da smo v kempu. Mogoče bomo enkrat šli. Željo imam iti na neko tako popotovanje recimo. Pirenejski polotok, Španija, Francija. Tako da to, sicer to bi mogel bi si vzeti vsaj 2 tedna, če ne 3. Več kot 10 dni, ja. Kar je pa v bistvu, jaz sem sam svojega urnika krojac, se temu reče, ne? Ampak
težko si bom vzel 3 tedne, lahko si pa. Se pravi, jaz delam moj urnik. Ne. Tako da mogoče, če bom res enkrat se odločil za to, bom si verjetno vzel 3 tedne in bomo šli nekam. Glede na to, da je zadnje čase to, se mi zdi kar popularno, mislim, da Zelo. se splača. Ja, hočem je to izkušnjo. Ni pa to, hočem to delati vsakič. Tako da, enkrat bomo šli. Torej, vedno Grčija, kaj pa Hrvaška? Vas vleče? Greste tudi tja za kakšen dan? Jaz mislim, da se vsak Slovenc na pol doma počuti na Hrvaškem, že zaradi zgodovine, pa zaradi tega, ker je tako blizu. Tako da pa jezik v večini govorimo. Tako da na Hrvaško še zmer gremo. Mava en punkt na Cresu, kamor greva tako za včasih samo za par dni. Ne hodimo pa več na Hrvaško. Dolg časa nismo šli na počitnice tja za 14 dni, recimo. To boš dolg, ne. Za kratek čas pa grem. Valjda, ki je blizu. Pa navajeni smo. Pa navajeni smo, se pravi, poznaš kulturo, poznaš jezik, zelo domačno je. Morje je lepo, še zmer. Tako da ja, sigurno. Torej, zdaj ste z družino razpeti med Madžarsko in Slovenijo. Ali imate bolj kot ne dom stacioniran tu? Ne, dom je tukaj. Smo pa ja, malo razpeti med Madžarsko in Slovenijo, zato ker pač tudi zaradi sina, ne, oba starša od Melinde sta še živa, tako da čim večkrat gremo tja, da se čim več družijo, pa tudi imamo klub tam, plesno šolo tam, tako da zaradi tega moramo gor hoditi. Plus, da oba dva zelo potujeva po celem svetu, tako da je kar zanimivo, moram reči. Moramo se usedeva in delava načrt za naslednji mesec ali 2 in porabava kar veliko časa, da vse pade na pravo mesto, kje bo kdo, kdaj. S tem, da poskušamo biti čim več skupaj, kar je pa valjda. Ampak verjetno lahko tudi poslovno gresta skupaj v tujino. Ja, se tudi večinoma. Gre doskrat z nama. Ne potujeva večinoma skupaj. Na Madžarsko večinoma potujemo skupaj, včasih gre ona sama. Če gremo pa na kakšne festivale, pa na plesne turnirje, kjer smo dlje časa tam, seveda, tam malo ga zameva samo. Tako da je že bil z nama v Ameriki, pa marsikje. Koliko je zdaj star? 5,5. In mu je zanimivo vse to letala in potovanje. Jaz mislim, da se otrok navadi na življenjski stil staršev. Na letalu je bil prvič, ko bi meni 3 mesece star 4. Tako da nisva ga šparala na ta način. Tako da ja, on že pogreša letalo. On zdaj že nekaj časa ne nazadnje letel, nekdaj, pol leta nazaj. Pa, oči, jaz bi šel rad spet na letalo. Ok, se bo šel. Tako da ja, ne, ni problematično, kar se tega tiče. Se mi zdi, ker je pač tako vzgojen od štarta. Tak. Spet navajanja. Točno to, navada. Ne? In glede na to, da toliko veliko potujete, kolikokrat si bil v mesecu največkrat na letalu, če veš? Pač jaz zbiram milje že cel čas. Ne? In enkrat sem se pogovarjal z agentko, ki pa se tudi vidi časovno ali pa po kilometrih, koliko si preletel v enem letu. In sem bil, ne vem, mislim, da med polovico in 3/4 tega, kar stevardese letijo. Aha. Tako da sem bil veliko v zraku eno obdobje, Ja. ker so bile velike razdalje, Azija, Amerika in tako naprej. Tako da, ja, recimo na višku, bi rekel, mojih plesnih tekmovanj, kar je bilo se dolgo obdobje, skoraj 20 let sem letel tako okrog. Pol leta na leto ni bilo doma, tako fiksno, včasih tudi več. Sledevala, to se razporedi pol čez celo leto. Ampak ja, sem bil kar leteč. Ja, zdaj malo manj, ampak še vedno, ja. Ampak ti ustreza to, verjetno. Mi, rad potujem. Ne vem, a je sreča, da sem pač se našel v tem in da sem pol to tudi zagrabil, takrat, ko sem bil mlad. Moj ples, pač to hočem povedati. In potem ta način življenja in da je to tudi moj poklic, da lahko v bistvu potujem, ker sem gotovo, da zelo rad potujem. Tudi rad vozim. Meni ni problem z avtom, tako kot sem rekel prej v Grčijo. Zdaj, a sem se mal navadil, ali dejansko to zelo rad počnem, verjetno je en miks, ne? Če ne bi rad potoval, verjetno bi mal trpel. Ne vem, pa ne trpim med tem, ko potujem. No.
Seveda, zdaj, ki je družina, je mogoče to mečkan bolj emocionalno naporno, ker pač, če me dlje časa ni, pa pogrešam oba dva, še posebej, like mi pride angleščina. To pa zato, ker se z Melindo pogovarjava po angleško. In sem zdaj na njo pomislil, ne, klak. Kva sem hotel reči? Ja, pač pogrešam Valentina in Melindo, tako da, ampak ok, še zmeraj potujem. Ja, del službe, a ne? Ja. Službe so raznolike, Točno vsak ima pluse in minuse. Točno to. Angleščina, tako da predvidevam, da tudi Valentin že obvlada angleško? Kako ste z jeziki? Zdaj tako je, ne? Midva z Melindo govoriva angleško, ker ona je v bistvu, ona zdaj živi že več kot 15 let v Sloveniji in je imela pač enega inštruktorja za slovenščino, kar nekaj časa, ne. Ampak zaradi najnega stila življenja je bilo zelo težko biti reden, ker mislim, ona je dost, če se nekaj gre, se pol dejansko temu posveti in je bilo težko, ker je veliko pol izostala, pa je šlo iz glave, ni vadila, v glavnem, pol leta, leto se je matrala s tem in je pol opustila, zaradi tega delno pa tudi zaradi tega, ker je bilo ful težko. Kljub temu, da nam madžarščina zveni težko, je ona rekla, da je v bistvu slovnično slovenščina veliko bolj težka in zapletena, tako da ne je bilo to zelo težko razumeti in se učiti. Poleg tega pač v Sloveniji dejansko velika večina ljudi govori angleško. In ni težave, ja. In v bistvu ni imela razloga ali pa ni bila prisiljena v to, da bi se morala naučiti slovenščino, zdaj, ker pač nihče ne govori angleško. Pač vsi govorijo angleško. In pol se rekel, ok, ne se s tem matrati, mi dva govoriva angleško, meni to ni problem. Tako da jaz sem tudi se v bistvu malo probal učiti madžarščino, sam jaz sem pa kampanc in jaz nisem tako kot ona, ne, jaz pač meni se ni dal in nisem se učil in sem opustil. Ona razume kar precej se mi zdi slovenščine, zato ker pač posluša, jaz mal madžarščine, Valentin pa govori 100% slovensko in 100% madžarsko. Zato ker, ko se je otrok rodil, so nama rekli, če želite, da govori oba jezika, morate izključno govoriti samo v svojem jeziku z njim. Se pravi, govorim izključno slovensko, kar ni problem, ker smo tako v Sloveniji, tako da tudi je obdan s tem jezikom. Melinda je pa izključno govori z njim madžarsko, še vedno. Nikoli ne govori z njim angleško. Ok, pa tudi potujemo redno na madžarsko, tako da je izpostavljen tudi madžarščini tam. Tako da mali govori, bajda s temu reče, da ima dva materna jezika, če to obstaja, ne vem. Ampak ja, govori oba jezika, angleščino pa tudi, ker naj posluša. Pa tudi v vrtcu, kamor hodi, je ena učiteljica, ki govori samo angleško z otroci. Okay. Tako da je the best, ne? In je plus to, da potujemo in je pol izpostavljen tudi angleščini, kadar smo pač, kjer smo. Tako da ima te tri jezike, ima kar, no, slovenščina, madžarščina ima ful, ne, se mi zdi, je se usedel, angleščina pa tudi. Zdaj včasih ga ne morava ga več prelesičati, ne, a veš, ko se pogovarja po angleško o njem, ne, takoj obrne, kaj sta rekla. Ok, ne morava več, ne. Ne, samo že malce dozdeva. Ja, že razume večino. Ja, slišala sem tudi, da če govori več jezikov, da otroci mogoče malo kasneje začnejo govoriti. Ali ni bilo pri vas tako? Ne, jaz se ne spomnim, valjda, fotor se ne spomne, ne, da je začel govoriti, ampak mislim, da ni zamuja. Če je zamuja, mogoče zelo malo. Je bilo dost običajno, je začel govoriti. In je tudi kar hitro začel, je fajn v bistvu premetava med slovenščino in madžarščino. Ko je pogledal mene, je pač probal po slovensko govoriti, ko je pogledal njo po madžarsko. Ne. Tako da še zmer ta preklop dela zelo effortless. Brez težav. Brez napora. Ja. Kakšen je pa drugač vajin sinček, če bi ga moral opisati tak, s 3 besedami? Sončen, tak sonček je, se mi zdi, prijazen fant, pa zelo igriv. Se mi zdi, da je tak, jaz ga zmeraj opišem, da je super dečko. Valjda vsak starš bo rekel za svojega otroka, da je super, ne, to je logika.
Ne vem, zdi se mi, da bi znal imeti tak velik krog prijateljev, da bi znal biti tako popularen, ker se mi zdi, da se rad naveže stike z ljudmi. Kakšne bomo pa videli, se bo slišala čez kakšne 15 let, pa ti povedal. A sem imel prav ali ne? Glede na to, da si njegov oče, mislim, da že pa malce veš, v katero smer bo šlo. Ja, mislim, da ne bo malo sramežljiv, ni tak, da bi se takoj vrgel v skupino. Mislim, da ga pa privlači, da bi šel. Ni tak, da bi bil samotarski. Tako. Ja. Kakšen si pa ti kot oče? Jaz sem the best. A ne boš rekel, da to moramo pa vprašati Valentina? Ja. To je malo težko vprašanje meni odgovoriti. Jaz upam, da sem v redu. Jaz upam, da mu dajem, ne vem. Jaz mislim, da itak da smo naredili, kar smo naredili. Ne? Otrok nekako prevzame vzorce do 3 let in pol, 4 maksimalno, ne? Da smo mi to že čez. Iz mojega stališča ga poskušam imeti ne toliko kot otroka, ampak kot pač enega mladega človeka, nekoga, ki raste. Tako da jaz nisem z njim guci, buci, muci, vuci. Pač po neki moji pameti, iz dneva v dan, sem tudi jezni sorte jaz, tako da ni čudno, če se razjezim. Zaenkrat moram reči, da ne doskrat, se da kar zmeniti. Jaz se hočem z njim pogovoriti. Ne vem, recimo greva v trgovino in on vem, kaj želi, in predno greva v trgovino, mu rečem, Valentile, greva noter, danes ti nam nič kupil. Lahko z mano, če boš hotel igračke gledati, jih lahko gledaš, kupila jih ne bova. Ok? Poglej me. Ok, oči. Ok, in greva. In pol ni problema. Tudi če začnete žiti, se rekel, le Valentin, imela sva dogovor. Tako probam funkcionirati čim večkrat z njim. In pol tudi, ne vem, recimo zvečer naredimo še tole, poješ, se gremo stoširati, zobe umiti, spat. To bo vrstni red. Ok? Ja, pa knjigico brati. Ja, seveda knjigico brala, zdaj, ker to itak bereva vsakeč, predno greš spat. Tako malo ne probam operirati, čim več, da ga sam komandiram, ampak da mu rečem, pa da on pa malo ve, kva se bo zgodilo. Tako, recimo. Vada, da ne posluša vedno, pa preskuša med, kot vsak otrok. Sploh, če si rekel, da je igriv. Ja, ne. Fizičen tip je, tak telešček ima kar atletski, se mi zdi, in mislim, da bo gibalc na takšen drugačen način. Tudi rad bi, da jaz, ker se mi zdi, da ima predispozicije take. Tako da to mu pustim, da šiba, da pleza, da gre, da raziskuje svoje telo na ta način. Pa že kaže kakšno zanimanje za kakšen šport? Ker zdaj bo šel v prvi razred? Prvi razred bo šel, ja. Naslednje leto. Mi sva ga opisala že 2 leti nazaj v mini judo. Nekdo mi je svetoval, mi sva rekla takrat, da bi ga rada dala v gimnastiko, ker gimnastika se mi zdi taka splošna fizična izobrazba. Mogoče ga dala, mogoče ne dala. Pa rekla ena gimnastičarka, s katero sva midva sodelovala, ki je v bistvu, ko sva še midva plesala, sva hotela malo tudi v bistvu izkoristiti ta del za svoje, zase, osnovne vaje gimnastike, nič posebnega, brez skrbi. In ko je začel otrok prihajati, sva rekla, da bi ga dala na gimnastiko, rekla, pa ne pred, 6, 7 letom, ker nima smisla. Dajte ga na mini judo in je the best, Ker tam se pa v bistvu učijo malo reda, discipline, slišim čez vrata, da je šundar in pol učiteljica ali pa učitelj zakriči in je mi, ok, v redu. Tako da jih postavijo v red, in se učijo spoštovanja do skupine, do vrstnikov in do učitelja. In mi je všeč, vsakič, ko pridejo noter, se morajo pokloniti, če ne gre nazaj ven, se morajo pokloniti. Tako, ful so lušni, pa ta mehna kimončka, tak otroček pa kimona, veš, da best je. Ampak po mojem ne bo on v judu. Nimam tega feelinga, da je bil. Nek obdobje, ja. Ja, ampak se mi zdi, da za otroke male, sigurno so še drugi športi. Jaz nisem nikoli juda treniral, nikoli nisem niti pomislil na to. Ampak ni
ni slaba zadeva. Kaj bo pa on počel? Ne vem. Valjda rad miga, izpostavljanje plesu, gleda včasih kanajo, ko učiva, gre na tekme, rad pleše sam. Mu damo glasbo, včasih imamo party doma, pa da ful na glas. Jaz rad poslušam house, pa poslušamo tudi house doma, pa take, ne. Tako da je kar zanimivo. Kaj, če si pa on zaželi kakšno glasbo, katero bo izbral? On si želi športno glasbo. Okay. Jaz ne vem, enkrat je on slišal nekaj in rekel, da je to športna glasba, sem mislil, da bi znal biti house ali bi bil pa nek rock ali nekaj tako. Okay. Ja? Velik ritma torej. Ja. Drugače pa valjda tudi poslušamo včasih doma, mu da mami ča, ne? Ok, Valentin, kako se pleše ča, veš, in pa... Ja, nima rad počasnih glasb, no. Ja. Zaenkrat. Energičen, športni tip. Ja, se pravi, mislim, da je športni tip, ja, definitivno. Jaz bi tudi rad, da najdemo, zdaj klej pa catch, ne? Da mi kot starši najdemo ta prav šport za otroka. Žoki športov, ne? Definitivno bi ga rad v en šport dal. Ne vem, bomo videli. Ne bi pa rad preveč. Ne vem pa, če otrok ve, pri 7 kva brat, ne. Ne vem, ne, valjda, mislim, da je to kar vloga staršev, ja. Tako, ja. Kle moram biti pameten, kle ne vem, če sem pameten, trenutno ne vem, kam paše. Evo. Vem pa, da mora nekaj delati fizičnega, definitivno. Zagotovo, ja. Sem pa jaz to že tudi slišala glede borilnih veščin, pa tudi moja mlajša sestra je v karateju in je isto začela pri 6 letih oziroma pri 5 in se je izkazalo za dobro. Ko si pa omenil malo kimono, imamo še vedno doma najbolj malo kimono, to morate prešparati, ker potem, ko pogledaš, v kaj se je stlačil. Ja, jaz imam sposojenega, ker ga nisem kupil, lahko kupim, valjda, ne, ampak oni šele zdaj so ga dali v kimono, prvič smo ga dali, ta judo meni, ki bi 4 leta ali 3,5, in je bil v svojih trenerkicah, so rekli, lej, nima smisla, ne. Ja. Čeprav je bilo ful luškan, že zdaj je luškan, čeprav 5,5, kaj pa vem, koliko je Valentin. Je že kar, no, je kar visoko rasel trenutno, tako da ja, mogoče bomo pa kupili in kaj moče, pa ga bomo prešparili. Ja, to je za nazaj res lepo pogledati. Moja mami je prešparala moj prvi čeveljček. Aha, lepo, ja. Jaz sem pri 10 začel, ne. Tudi. Ampak je samo enega smo zgubili, ne. In ga imam nekaj spravljenega, ja. To so zanimive stvari, ja. Ja, lepe. Pa potem si verjetno tudi za svoje otroke želiš, da pa nekaj takega potem shraniš. Ja, čok se mora spomniti, ne. Ja. Evo, zdaj veš. Ok, hvala, ki si mi povedala, pa vedno pozabil. Sem bil take sorte, veš. Mogoče bo pa žena poslušala tole epizodo, pa... Sam jo moram privajati, veš. A, se res. Ok. Ključne trenutke, recimo ta. Ja. Kaj pa potem Valentin te gleda tudi na televiziji, te rad spremlja? V šovu Slovenija ima talent, pa tudi v prejšnjih. Ja, jaz mislim, da on zdaj počas dojema, da hodim na televizijo delati tudi, da so te oddaje. Mislim, da doma gledata z mami, ja. Pač v nekaj so v živo, ne. Tako da letos bi ga v bistvu rad pripeljal tudi v studio, enkrat oddajo pogledati v živo, tako da bo enkrat prišel sigurno. Lani ni, ne. Če gre na trening plesa, da gre še zdaj na snemanje. Ja, zakaj pa ne. Mislim, da bo itak tam ta glavna zvezda, ker če prijen mali, pa potem vsi okrog njega. Ne, glavne zvezde smo mi, ok? Pa talenti, of course. Ne. Tako. Zdaj to sicer snemava preden bodo talenti, oziroma talentov še ni na televiziji, ampak zdaj bo tole izdano sredi oktobra, ko te bodo gledalci in pa talente že gledali. Štekam. Tako da... Kako je začeti novo sezono? Zdaj si drugič v vlogi žiranta. Moram reči, da druga sezona je zame dosti lažja, ker lani dejansko sem se spoznal s to oddajo. Bil sem na televiziji že prej, ampak to je malo drugačna oddaja vsem, to je drugačen pristop. Tako da letos mi je veliko lažje. Lani moram priznati, da sem se mogoče ne toliko lovil, ker sem bil malo tako v fazi opazovanja in kaj se tukaj dogaja, kje jaz najdem svojo špuro. Ne? Tako da letos je bilo lažje. Zelo uživam v tej oddaji, moram odkrito povedati. Še posebej uživam v oddajah, ki so v živo. Ne vem zakaj, nekako mi je všeč, paše mi.
oddaja Slovenija ima talent je res ena super oddaja. Ker pridejo ljudje dobesedno iz sob, iz običajnih služb in tako naprej se pokazati. Ne? Tako da jaz cenim predvsem njihov pogum, ker jaz ne vem, če bi bil pogum se iti pokazati. Recimo, da bi imel en talent, pa da ne bi uspel tako, kot sem v tem, kar pač sem. Ne vem, vprašanje. Tako da to zelo cenim, da pride se pokazati. Ne? Večina ljudi je tako, jaz ne vem, ne. Eni so, jaz sem se prišel pokazati, eni tako malo z levo roko zamejo, ok, grem kaj pa da vidim, eni gre z tega, da bojo na televiziji. Ne. Ja. Se nima veze v končni fazi. Ne. Glih to, čim več raznolikosti imamo, čim več različnih modelov in vrst ljudi in razlogov, zakaj pridejo tja. Ker pa je v bistvu zanimiva oddaja. Ne. Tak, to naredi, zgodba. Ja. In kaj obeta letošnja sezona? Bo zanimiva? Bo. Dobro bo. Tako da jaz mislim, da se lahko vsi skupaj veselimo te sezone. Je 10. obletnica. Sicer jaz sem novi prišlek, ampak sem zelo vesel, da sem v tej oddaji. No? Zdaj rekel si, da si iskal neko svojo pot, zdaj veliko krat ti rečejo, da si ta strogi žiran, da si nekako nadomestil Branka. Mi je pa bilo všeč, da si rekel, da slediš stroki, da v bistvu tudi to, zato so mogoče tvoji komentarji malo bolj strogi včasih, a ne? Ja, takrat, ko so pisali, da moram stopati v Brankove čevlje, itd. Jaz ne vem, mogoče so se določene stvari nevede ali spontano zgodile, jaz nisem niti tako razmišljal, ker to nima nobenega smisla. Mi da smo dva zelo različna človeka v osnovi, se mi zdi, in jaz moram predvsem najti svoje čevlje. Sem pa verjetno bil malo pod, rekel, vtisom tega, kdo sem bil kot žirant v oddaji Zvezde plešejo. Tam sem bil strog. Tam sem tudi vedel, zakaj sem strog. Ker je bila zelo specifično usmerjena oddaja. Šlo je za ples. Kle ne gre samo za ples. Tako da v bistvu potem nekako svojo pozicijo nekako postavljam ali pa komentarje ali pa vizijo mojih komentarjev črpam iz tega, kako jaz sem doživljal svojo kariero kot tako. Ne? In sem bil recimo zelo delaven. Imel sem visoke cilje. Naučil sem se trenirati, če sem iskren. Ker sem pri tem ugotovil, da določeno delo obrodi določene sadove. In v bistvu malo tako probam tudi gledati na vse ostale, ki pridejo gor nastopati. Ne. To je težko zaznati ob prvem nastopu, kaj dejansko človek dela v ozadju. Ampak velikokrat se vidi, koliko to njim pomeni. Nekdo pride gor in vidi, da se kar trese od nervoze, ker si toliko želi. Nekdo je malo freh. Predvsem pa iščemo talentno v končni fazi. Ne toliko, a so ljudje marljivi ali ne, ampak bolj iščemo talent. To je težko včasih izluščiti, včasih je zelo očiten. Včasih je pa zakrit pod plastmi, ne vem, nervoze, neke persone in tako naprej. In pol, če se le da, sem raje mogoče malo bolj strogo naštiman, čeprav v bistvu se misli, da nisem. Meni se zdi, da nisem strog. Ni prehudo. Ma nekje pa, jaz mislim, da sem še premal. Mislim, da imam še rezerve. Bomo videli v tej sezoni. Morda. Ne vem. Odvisno, kako kdo dojame, a ne? Ja, ne. Tisti, ki me poznajo osebno, vejo, da nisem. Jaz sem v bistvu zelo prijazen človek. Ne dvomim. Kaj pa je tvoj najljubši del oddaje? Česa se najbolj veseliš, ali na snemanju? Ali... Takrat, ko gremo v živo, to, ko sem že malo prej povedal. Ne? Takrat, ko gremo v živo, mi je... Ker ko gremo v živo, si živ. Ne? Se tudi recimo, ko snimamo audicije, je na nek način tudi v živo, ker se audicije se ne ponavljajo.
Mi ne moramo reči njemu, sorry, ali pa zase, ne vem, kaj bi povedal. Ne. Oseba je na odru, oseba naredi svojo predstavo in mi gremo. Ni tako, kot bi bili v živo, sam pač ni v živo, ker se snema tiste audicije. Ne. Tle pa vendarle je in veš, da te doma spremljajo ljudje v živo in mene to en dražma, no. Se mi zdi, da poživi vse nas v studiu. Ne. Tako da tega se veselim, da bomo pač spet tam pol novembra, decembra. Ja, hitro bo, hitro. Ja, se Zdaj imate malce premora verjetno, potem pa novembra, decembra. Tako. Ja, se veselimo, da vidimo, kakšni talenti so, kaj se še skrivajo po 10 sezonah vseeno v Sloveniji. Kljub temu, da smo majhna dežela, v končni fazi recimo ta oddaja je sicer 10. sezona, ampak traja pa že več let, ker ni bilo vsako sezono. Ne. Tako da recimo nekdo, ki je kot otrok gledal prvo, drugo, tretjo sezono, ta otrok je zdaj najstnik ali pa ne vem, blizu 20 in je zrastel nov talent mogoče. Tako da ta bazen talentov še zmeraj je kar obstoječ in vedno znova prihajajo novi, tako da je v bistvu je malo fascinantno, moram reči, da se vedno znova najdejo novi talenti. Kljub temu, da smo relativno majhna država. Ne. Tako je, ja. Ja. Prej si že omenil, da imaš tudi ti za sabo torej skoraj 20-letno kariero z res vrhunskimi dosežki, ki sta jih dosegla tako s Katarino, pa potem kasneje z Melindo. A pogrešaš kaj te čase? Ali si zdaj vseeno tako zaposlen z vsemi dejavnostmi? No, prej sem rekel 20 let take intenzivne kariere. Jaz sem v bistvu imel od začetka do konca sem bil v bistvu temu posvečen 31 let. Ja. In na podlagi te računice, te matematike, ne pogrešam nič. Kako bi rekel, jaz, ki sem tekmoval, takrat sem ugotovil skozi mojo plesno kariero, da je kar nekaj ljudi iz našega sveta, ki so imeli občutek, da so nehali plesati prezgodaj. Pa da so veliki ljudje govorilo o tem, kako pogrešajo malo. In meni je skozi se mi v ozadju ta film, da jaz ne želim nikoli biti v tej situaciji, da bi pogrešal. In se mi zdi, da ta misel me je malo gnala dlje, kot bi sicer mogoče plesal. In potem sem prišel do svojega konca, ker smo v bistvu z Melindo ugotovili, da sva pečena in pohana in skuhana, da res ni v bazenu več nič. Pri katerih letih je bilo to? Bil sem 40, skoraj 41, ko sem nehal. Tako da nisem si nikoli mislil, da bom plesal dolg časa. Ne? Pa ni bilo narobe. Sem bil že na meji, ker res pol tudi ne moreš več in ne zgleda več in ne moreš, ne? Telo je drugačno. Ampak sva speljala do konca v nekem maksimumu svojem. No in ko se odločila, da bova prenehala, sva se odločila, bil je to Blackpool, pač to je ena plesni festival največji, 2015 se mi zdi, ne? In 2014 na tem istem festivalu sva se odločila naslednje leto je je najna zadnja tekma. In potem celo leto sem jaz sam pri sebi imel eno praznovanje, celebrating, ne? Vsaka tekma v tistem letu je bila moja zadnja. Tam in takrat, kjerkoli sem pač bil. In sem praznoval. Jaz sem eno leto praznoval vsako tekmo sproti in sem, moram reči, zelo užival. Mogoče v tem zadnjem letu svoje kariere sem nekako najbolj neobremenjujoče plesal in užival na vsaki tekmi. Tako da sem jaz v bistvu en let užival. In pol na tej zadnji tekmi, ko sva rekla konec, ne vem, zavese so se zagrnile in od tistega trenutka, naslednji dan, sem bil presrečen. Pomirjen, ker se je dobro zaključil, to je pomembno, pa pomirjen, ker sem se odločil, ker sem čutil, da sem se odločil pravilno, oziroma da sva se odločila pravilno.
In evo, ne pogrešam ene sekunde od tistega trenutka naprej. Ker običajno je tako, potem itak imaš, ne vem, honeymoon se temu reče, občutek tega 3-4 mesece si ki nehaš trenirati. In telo, kako sem bil natreniran, imam občutek, da sem obdržal nek ta občutek tonusa in mentalnega, te špure še ne 4-5 let. Imaš občutek, da si tako, kar malo redi, zdaj ne več, tudi približno ne. Kaj sem hotel povedati? In potem, ko nehaš, običajno na naslednji prvi tekmi, ko prideš kot upokojen tekmovalec, gledati, da so neki metuljčki, pa to nobenih metuljčkov. Melinda je bila živčna, vsaj, jaz čutim isto, kot sem čutila takrat, ko smo še plesala. Pa veliko ljudi je tako govorili, jaz pa nisem čutil nič, kar je bilo v bistvu fenomenalno, ker nisem čutil nič. Ker tudi miligram želje ni bilo, da bi šel še kaj takega početi. Tako da odgovor na tvoje vprašanje tako malo dolg je, ne pogrešam nič od tekmovalnega dela in od dela treninga. Nič. That's it. Zaključil, nehal trenirati, gremo naprej. Pa naprej. Ja. Edino zdaj recimo vsem telo kot tako, to pač pride tudi z leti, se nisem star, nimam čuti, da sem star, ampak sem pa starejši, to se malo pozna 10 let kasneje, ko nehaš biti tako aktiven. Ker v bistvu jaz sem imel na nek način športno telo, kljub temu, da se nisem ukvarjal s športom kot takim, po definiciji. Tako da zdaj včasih naredim kakšno skleco doma ali pa kakšen trebušnjak, ampak v fitness pa kaj tazga pa ne hodim, ker tudi takrat nisem rad hodil. Tako da malo se potrudim nek nivo enega tonusa iz spomina obdržati. To je pa tudi vse. Pa imaš kakšne fizične težave zdaj po karieri? Ne, moram reči, da ne. Tega, ne da sem se bal, ampak malo sem tako bil v pričakovanju, a bo kaj odpovedal. Koleno sem imel zdaj pred kratkim malo otečeno, pa je bilo to drugič v življenju, enkrat prej sem ga že imel v karieri. Imam pa malo probleme včasih z križem in tudi danes sem v tem obdobju, ampak to je malo vezano na neko poškodbo, ki sem imel, ko sem tekmoval. To je pa tudi vse. Drugih poškodb pa nimam. Ker v bistvu držo imate plesalci lepo, ne? Ste navajeni se lepo zravnano držati? Čeprav jaz držim sključenost, ker jaz kot... A je zaradi bolečin? Ne, se to ni. To je neko obdobje zdaj, ni tako grozno, če ne bi mogel not prijati, to toliko boli. Ne, jaz pa je, da smo vsi škufci malo tako sključeni. Okay. In jaz sem tudi tak, ker ne razmišljam. Kadar učim ples, sigurno, že ko učim, pa kadar sodam, probaš imeti malo večjo, boljšo posturo. Če nič drugega, sem se učil imeti dobro posturo oziroma pozicijo telesa. Tako da, recimo, v primeravi z nekom, ki ni nihče nikoli v življenju ni nič tazga počel, niti ne ve, kako se pravilno postaviti. Jaz saj vem. In če se spomnim, če si želim, se lahko postavim pravilno. To je res. Ni pa to v meni, da bi se tako držal, pa da bi tako pravilno pozicijo telesa imel ves čas, to pa ne. Ker sem pač sproščen tudi jaz. Sem pa pred leti našel eno na Tajvanu. Eno vajo, ki jo delam, če se le da, ves čas. Imenuje se Ping Shui. In je tako mahaš z rokami in ta vaja je fenomenalna. Zdaj, ker to lahko delaš tudi po pol ure. Stojiš in naprej nazaj. Naprej nazaj. Samo nihanje rok, pa potem tak. Čak ti bom pokazal, dej. A je kamera me lovi, kle, ali ne? Ne. Ok, pa ne bom pokazal. Bom te pol pokazal. Ok. Zelo, zelo dobra vaja za ohranjanje vitalnosti telesa. Sklepov, mišic, tudi v bistvu cirkulacija mentalno, tako, fenomenalna vaja.
Sorry, ne morete videti. Ona bo pa vedela. Glede na to, da sta z Mirando, torej z ženo, plesala... Melindo, se pravičujem. Plesala nekaj časa skupaj. Imate kakšno takšno zabavno anekdotico, se vam je kdaj kaj pripetilo ali pa kakšen trenutek, na katerega vedno rada pomislite? A je tega ful velik? Verjetno, ne, ampak zdaj moram prav razmišljati, kakšna anekdota, ne. Ja, recimo ena je bila, ko sva šla na Japonskem, je pač en festival, kjer je več turnirjev v različnih mestih, ne, in prvi je bil pač vedno v Tokiju in sva vedno prišla en dan prej. Tja, ker recimo, ko letiš tako daleč, moraš priti veliko prej ali pa malo prej. Ker če priješ nekje 3-4 dni prej, si ravno v sredini tega procesa aklimatizacije in si ful utrujen, ne spiš dobro. Ko priješ prvo noč spiš, ker si utrujen. Tako da naslednji dan si sicer malo mutast, ampak vsaj si naspan. Ne? In na Japonskem se je tekmovanje začelo, kar je bilo zelo neobičajno, ob 10 dopoldan. Prvi del tekmovanj, potem pa pauza dolga, pa zvečer naprej. In smo pač mogli biti tam. Ne? In videla sem prišla en dan prej in si naštimava budilko in greva spat. In jaz se zbudim, nenormalno spočit, ampak sem se zbudil sam. In spomnim prvo, tako, nekam dobro se počutim, zelo svetlo je zunaj, pogledam uro in bila ura, ne vem, mislim, da 8:30 ali celo 9. Zjutraj ali zvečer? Zjutraj. Ne, 10 se je pa tekmovanje začelo. Ne. Zihar sva, ne vem, verjetno sem si naštimala uro za obene 6, 7, sigurno za tega, da se priprava pa dela na zajtrk. Pa tudi avtobus je šel, ne, iz hotela v dvorano ob ne vem kdaj. In videla naju panika zagrabila in sva bila urejena, tipi-topi v 15 minutah. Frizuro je imela ona narejeno, make-up. Res? Jaz tudi frizuro, spakirala sva se vse, tornado je ratu, v tistem trenutku v sobi, ker sva se mogla dohititi, ker nisva hotela se boditi tekmovanje, ker je bilo zelo pomembno. Tudi fajn finančne nagrade so bile, ne, in tako praviš, če priješ ko daleč, ne, da boš zamudil glavno tekmovanje. In greva dol v recepcijo, naročiva taksi, prideva tja pol ure pred tekmovanjem. In ostali najni kolegi, ne, naj tako našalanto gleda, kje sta pa vidva, ne? Ja, hvala, ker ste naj poklicali. A ste videli, da nisem v avtobusu? Ja, pa smo mislili, da sta kršila sama, kar nekaj, ne, v glavnem, skoraj sva zamudila tekmovanje. To je bila taka zelo nevrotična izkušnja, ampak valjda, ker nama je uspel, ne, je pač zdaj anekdota, ni pa slaba zgodba, ne. Pa sigurno še par takih izletov. Kako vam je pa šlo pol na tekmovanju? Super. Ja? Ja, ker pol pa druga plat te zadeve, pa recimo priješ po 2 uri pred tekmovanjem tam, ne, in veš, imaš neko svojo proceduro, neko rutino, ne. Zdaj te rutine ni bilo in v bistvu pol možgani deluje čisto drugačne, pol si malo tako v ta survival mode, ne, in you just do. In sva bila našpičena in našiljena in sva šla noter tekmovanje in sva oddelala. Tekmovanje je bilo v bistvu na koncu super, ker je v bistvu odmik od rutine na nek način. Ne. Ja, pa adrenalin. Na koncu je bilo vse super, ampak ustraša, panika je bila pa nenormalna zjutraj. No. Itak. Ja, tako da. Adrenalin je delal 100 na uro. 100 na uro. Okay. Sreča, da je bilo vse ok. Ja. Oni so tako, sta kle, ja, tukaj sva, ja, hvala. Ne. Oni so verjetno računali, da pač en manj, ne, the best. Bomo višje. Kavica, vidim, da je pri koncu. Ja, kavi ni več. Jaz sem zelo počas pil, ne, ker tega bi jo prej spil, ampak ok. Jaz se še imam, tako da je še ravno čas, da greva na tale kratka vprašanja, ki jih imam na koncu. Torej, da odgovoriš tisto, kar ti najprej pade na misel. Ta vprašanje imam pa res ne. A se boš potrudil? Ne bom se potrudil. Ali si, kaj imaš raje, zgodnje jutra ali pozne večere? Če mi rata zgodnje jutro, ampak ne rata. Drugače pa zgodaj zjutraj je najlepši del dneva, se mi zdi. Kaj te najbolj osreči?
Ok, to bo totalen kliše, ampak v bistvu dejansko družina. Družina. Moja družina. Valjda. Ali obstaja kakšna stvar, ko te v trenutku vrže iz tira, da ti gre res na živce? To so običajni ljudje. Ok, razumemo. Pustimo detajle. Tako. Ali imaš kakšno šibko točko? Ja. Naprimer? Vzkipljivost, jeza. Vem, da tako ne zgleda na prvi pogled, ampak to krutim že celo življenje. Ja. Se mislim, da si v enem intervjuju rekel, da kakor se hitro razjeziš, se potem tudi pomiriš. To je pa res. Ja. To je pa res. So bili včasih najni treningi zelo naporni, zaradi tega, ker sem jaz pač bil malo tak. Ok, gremo naprej. Je bilo moje vprašanje naslednjo, kaj te najbolj razjezi, ampak mislim, da je to isti odgovor kot prej. Ja, ne, ljudje, normalno, predmet ne more razjeziti, predmet je potem običajno nastradal, kar je bilo blizu mene, je pol včasih malo letel po stanovanju, pa tako moram sprostiti to energijo ven. Ampak tudi moja lastna neumnost me velikokrat razjezi, ker pač to obstaja. Potem si tudi samokritičen? Jaz sem zelo samokritičen. In sem potem tudi dostikrat navzven kritičen. Ampak sem zelo samokritičen, ja. Verjetno je bil to del recepta za moj uspeh. Ne vem. Za konec pa me še zanima, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejel, da se ga morda še zdaj spomniš. Ja, ok, komplimenti so sigurno padali. Ne pa tako reči. Mogoče ne toliko kompliment, kar je meni zelo v spominu ostal. Hodil sem na neko tekmovanje, mnogo let, veliko tekmovanje, in tam je nek človek, neka oseba, ki je non-stop veliko me je opazoval. Zmer sva imela en tak stik in sem videl, da me bere. In to je trajalo leta in leta. In pol enkrat na tekmovanju, preden sem šel na parket, se obrne k meni in reče: I know who you are. Of course you know who I am. Ne? You are a lonely wolf. In v tistem trenutku meni rečejo, napovejo najino skupino in jaz grem gor in tako srepo gledam, kaj je bilo pa to zdaj, od kje je to, jaz sem se pripravil na naslednji ples, ne? In on meni to reče v nekem čist x trenutku, brez kakršnega koli povoda. In pa sem med plesem, lonely wolf, ok, kaj je hotel povedati, ne? Ampak na nek način sem ga razumel, ker mal sem tak, meni recimo, jaz sem zelo z lahkoto sem sam. Mogoče je nekaj resnice v tem, kar je povedal. Ampak recimo, to ni to kompliment, hočem reči, ker to, da je nekaj, kar mi je zelo ostalo v spominu. In kar sem v bistvu dostikrat, potem, ko sem skozi življenje, zdaj pa veš, zakaj to rekel, ne? Tako. Pa se ti pa res drugače si bil pa dober, pa lep, pa the best, pa vse živo sem že bil, ja, pa glej, to je not pa ven, nekaj ostane, fajn je za dušico, fajn je za en, recimo, ego, ki ga, pač smo rabili to, ne, pumpi me, ja, sem dobro rekel, da sem. Zdaj pa sem to pomirjen sam sabo, da tega ne rabim, če to slišim, kje je fajn, je prijetno, ni pa to, da bi jaz zdaj to črpal in rabil, ne vem, slišati. Bolj take stvari, anekdotice, take so bolj zanimive. Res je. Andrej, najlepša hvala za tole skodelico kave. Hvala za kavico. Pa se srečamo ob naslednji. Zakaj pa ne?